Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Zavedati se moram, da me Bog ljubi in da mi nihče ne more tega nikoli vzeti. Ni pomembno, kaj se mi je zgodilo, ne glede na to, kaj so mi storili ali kaj sem jaz sam storil, sem sedaj nova stvaritev v Kristusu. Stare stvari so minile in vse stvari so postale popolnoma nove. Ko se zavedate, kdo ste v Kristusu, vas ni potrebno biti strah, da bi poskusili nekaj novega ali tisto, česar niste še nikoli storili. Saj vam ne predlagam, da delate neumne stvari, vendar če se tako počutite, da Bog hoče, da poskusite nekaj, ne dopustite, da bi vas strah pred neuspehom odvrnil od tega. Ne zaupajte mesu. Ni potrebno, da je vaše zaupanje v tem, kaj ljudje mislijo o vas, ali kaj govorijo o vas, ali kaj si vi sami mislite. Ni pomembno, kateri skupini pripadate ali ne pripadate, ne kakšno stopnjo izobrazbe imate, ne kje živite, ne vaš naslov, ne vaš avto in ne znamka vaših oblačil. Nič od tega. Svoje zaupanje položite v Kristusa, kajti v njem smo mi vsi enaki. Ni več moškega, ne ženske, ne Juda, ne Grka. Ni več sužnja, ne svobodnega. On je raztrgal zastor med nami in smo vsi postali eno v njem. Nekdo ni boljši od drugega glede na to, kaj je zmožen storiti ali česa ne zna. Kajti to, kar lahko delamo, pride od Boga in česar ne zmoremo, v temu moramo zaupati. Rada rečem, da smo vse in nič. Vse smo v njem in nič brez njega. Meni je hudič ukradel identiteto. Ko hudič ukrade vašo identiteto, vas bo tudi napadal. Mene je moj oče spolno zlorabljal. Mnogi ste slišali to mojo zgodbo in mogoče imate isto zgodbo ali pa ni takšna zgodba in je malo drugačna verzija te zgodbe. Ali pa so se mogoče iz vas v šoli norčevali, ali pa imate omejeno zmožnost učenja in je to vaša težava, kdo ve. Vendar veste, hudič se za vsakega pripravi, da bi ga ranil na njegovem življenjskem potovanju. Zelo malo je odličnih družin in tudi tiste, ki tako izgledajo, imajo za zaprtimi vrati ponavadi kakšne težave. Bila sem zlorabljena, ves čas so kričali name. In do najstniških let sem postala nervozna razvalina. Ko sem odraščala, sem že imela psihične probleme zaradi pritiskov, pod katerimi sem živela. Moj oče ni samo zlorabljal, ampak je bil popolni tiran. Nikoli mu nisi mogel ustreči, nisi mogel vedeti, kakšne volje bo iz dneva v dan. Tako sem hvaležna Bogu, da mi je naklonil trdnega moža, s katerim sem poročena. Lahko vam povem, da je čudovito, če imate nekoga, ki je vedno isti, stabilen in lahko vedno računaš nanj. Vedno. To je ena izmed stvari, ki jih imamo radi pri Jezusu, kaj ne? Vedno je isti. Nisem se počutila ljubljene. Zagotovo vsako naklonjenost v življenju sem si morala prislužiti. Ni nekaj, kar ti je tako podarjeno. Nisem se čutila sprejete. Nisem se počutila normalno. Živela sem v stalnem strahu in se skrivala, polna sramu, krivde in vseh mogočih obsod. Vendar Bog. Jožefovi bratje so ga sovražili in so ga vedno bolj sovražili, vendar Bog. Amen. Naj vam nekaj povem. Ne zanima me, kaj vse vam je svet storil, kajti to, kar Bog dela za vas, bo preplavilo vse prejšnje stvari. Pri preroku Izaiju so prvi 3 verzi iz 61. poglavja tako čudoviti in prinašajo toliko ozdravljenja v naša življenja, če bi jim le prisluhnili v naše dobro. Ko prerokuje o Jezusu pravi: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je Gospod mazilil, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti. Bog se ne zanima samo za vašega duha, ampak želi prebivati v vaši duši. On hoče ozdraviti vaše misli in vaša čustva. Hoče, da se dobro počutite. Ne v sebi, ampak v njem. On želi ozdraviti tudi vaše finančne težave. On hoče, da imate dober osebni odnos. Prišel je, da bi ozdravil zlomljena srca. Da bi oznanil osvoboditev zapornikom in veselo novico ubogim. Vidite, vrata vašega zapora so že odprta.
Niti ne pravi, da bo prišel odpreti vrata zapora, ampak pravi, da so vrata zapora že odprta. Danes vam tukaj povem, da ni pomembno, v kakršnem koli zaporu živite, vrata zapora so že odprta, vi morate le stopiti ven. Odpuščeno vam je, osvobojeni ste krivde in obsodbe ter sramote, osvobojeni ste vseh vezi in odvisnosti. Jezus Kristus je vse to že plačal s svojo krvjo. Vse, kar morate storiti, je, da verujete in še enkrat verujete, da to rečete in izrekate, verujete in izrekate, tako dolgo, dokler ne boste skliknili, sedaj razumem. Meditacija vam prinese razodetje. Ne potrebujete samo informacije, potrebujete razodetje. Ne bodite leni, kristjani. Toliko ljudi hoče, da jih drugi učijo Božje besede in jih hranijo po žlički. Vam je všeč, da ste udobno v naslonjaču in pustite drugim, da vam pridigajo. Vendar naj vam nekaj povem. Če danes rečem karkoli, kar vas pretrga struno, potem morate to zapisati. Mogoče si boste morali kupiti posnetek tega predavanja in ga boste morali še in še poslušati. Joj, mogoče bom morala dolgo čakati v vrsti, jaz pa želim dobiti svoj avto hitro, da pridem ven iz garažne hiše. Vendar zakaj potem ne ostanete v povojih? Če vi sami ne boste storili svojega dela, potem nihče drug ne more tega narediti namesto vas. Amen. Vi sami morate meditirati in premišljevati o Božji besedi dan in noč, tako da za vas postane resničnost. Ničesar nisem vedela o Božji ljubezni. O tem nisem mogla govoriti. Nisem vedela, če zame to deluje, kajti vsakeč, ko nekaj ni šlo prav, sem mislila: O Bog, ali me ne ljubiš? In vsakeč, ko je nekdo prejel nekaj, česar jaz nisem imela in sem si želela, sem ga spraševala: No, Bog, ali me ne ljubiš? Verjetno imaš one veliko rajši kot mene. Ko so v mojem življenju bile tragedije in preizkušnje, pa dobro, Bog, kaj me ne ljubiš? Vendar ko vi veste in resnično veste, da vas Bog ljubi in vas ljubi brezpogojno, ga ne boste več nikoli tako užalili. V najgloblji tragediji in preizkušnji boste rekli: Nič me ne more ločiti od Božje ljubezni. Kajti mi bomo spoznali višino, širino, globino in moč Božje ljubezni za nas. Pismo Rimljanom pravi v 8. poglavju, da nas ne bo nič ločilo od Božje ljubezni. Ko sem prvič šla javno poučevati, sem prej porabila 5 let poučevanja Svetega pisma na svojem domu. Začela sem srečanja za žene v novi cerkveni skupnosti v St. Louisu v Ameriki. Ta srečanja so bila v četrtek zjutraj. Vedno sem si želela močno besedo za celo uro. Mislila sem, da je to svetel trenutek, ko sem pravkar začela duhovno službo in sem si želela mogočno Božjo besedo. Ko sem molila, kaj naj jim povem, mi je Bog rekel: Želim, da mojim ljudem poveš, da jih ljubim. In pri tem sem si mislila: No ja. Jezus me ljubi, to že vem, ker piše v Svetem pismu. Jaz pa sem mislila: Bog, tega nočem storiti, hočem nekaj mogočnega. To je to. Še vedno se spominjam parka, po katerem sem hodila in molila, preden sem začela svoje prvo predavanje. Rekel mi je: Spomnim se, kaj mi je Bog rekel: Ne, Joyce, moje ljudstvo ne ve, da jih ljubim. Če bi to vedeli, se ne bi tako obnašali. Prva stvar je, da popolna ljubezen prežene strah. Ni nam popolnoma razodeto, kako zelo nas Bog ljubi in da je vedno z nami. Če smo še vedno pod vplivom strahu, mogoče boste začutili strah. Mi lahko čutimo strah, vendar nočete, da bi se mu uklonili, če se zavedate, da je vaš zavetnik veliko močnejši. Rekla sem, morda boste kdaj občutili strah, vendar zaradi tega ni treba biti čisto prestrašeni. Razlika je v tem, kaj čutite in kaj ste. Mogoče se ne čutite dovolj samozavestni, vendar ste lahko samozavestni v Kristusu. Amen. Mogoče se ne počutite tako, da bi hodili v ljubezni, vendar lahko kljub temu izberete hojo v ljubezni. Morda ne boste čutili, da bi odpuščali ljudem, vendar lahko kljub temu vsem odpustite. Vi ne želite zamuditi jutrišnjega dne. Amen. Bolj, ko premišljujete Božjo besedo, bolj bo postala vaša resničnost. Po tem sporočilu sem spoznala, da tudi jaz nimam nobenega razodetja o Božji ljubezni. Tako sem prvo leto svoje javne misijonske službe, vsakdo naj reče leto, veste, to je 365 dni. Prvo leto moje duhovne službe sem študirala zase Božjo ljubezen.
Brala sem vse, kar sem mogla dobiti pod roke, prebrala sem vsako besedilo, pregledala sem definicije, zapisovala sem si, gledala v slovar, počrtala sem vse, kar je mogoče najti v Svetem pismu in začela to izgovarjati večkrat na dan na glas, da me Bog ljubi. Vozila sem se po avtocesti in govorila, Bog me ljubi, Bog ljubi mene. Izgovarjala sem celo besede, vendar ne poštarju ali prinašalcu mleka. Bog, stvarnik neba in zemlje, ljubi mene. Mene. Prav mene, Joyce Meyer, Fenton, Missouri, nepoznana iz neznanega kraja. Bog ljubi mene. Prav on pazi name in me je namenoma izbral. Izbral me je kot svojo hčer. Napravil me je krepostno v njem, brez obsodbe, graje ali sramu. In to v začetku mi ni prav veliko pomenilo, vendar ko sem tako nadaljevala in študirala in izgovarjala, naj vam nekaj povem, svetloba je začela pronicati v najtemnejše kotičke moje duše. Postajala sem vedno bolj navdušena, v meni je bil ogenj in nisem več dopustila, da bi hudič še hodil po meni. Potruditi se morate, da bojujete dober boj v veri. Ne morete se samo slepo strinjati, če vam nekdo v cerkvi pridiga. V nočnih urah, ko ste tako potrti in na tleh in ni nobenega, ki bi vam pomagal in vam celo vsi nasprotujejo, tedaj morate izbrskati te stvari in izreči, zavedam se, kdo sem v Kristusu. In zmagal bom, ker je tako obljubljeno po Svetem Duhu. Rada imam to obljubo, garancijo imam, da bom postala to, kar je Jezus rekel, da bom postala. In dobila bom to, kar je On rekel, da lahko dobim. Zagotovljeno mi je. Proti temu hudič ne more nič storiti. Garancijo mi daje Sveti Duh. On nam daje lepoto za pepel, olje maziljenja za objokovanje, nebeška oblačila za duha potrtosti, ter nas napravi za sadike pravičnosti. To dela Gospod. Zakaj Bog vse to dela? Da bi bil On poveličan. Da bi ga mi slavili. Zato to dela. A veste, da ga je ta žena danes slavila, ko je pričevala, kakšna razvalina je bila in kaj vse je Bog zanjo storil? Spremembe v vas poveličujejo Boga. Mi smo trofeje Božje milosti. Mi smo trofeje v zbirki Božjih trofejev v nebesih. Poglejte, kaj vse je On storil v vas. Efežanom 2:10. Poglejmo. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela, zanje nas je Bog vnaprej pripravil. Ponovno smo rojeni, da bi z njim hodili in živeli dobro življenje. Dobro življenje. On ga je pripravil za nas. Vsakdo naj reče dobro življenje. Živeli dobro življenje, ki ga je On vnaprej pripravil za nas, da bi v njem hodili celo življenje. Pa bi kdo rekel, no, jaz bi že enkrat rad imel to dobro življenje. Naj vas nekaj vprašam, kaj verujete, kaj govorite in kaj mislite? Lahko še enkrat ponovim. Kaj zares verjamete? Kaj mislite in kako govorite? Verjamem, da vsakič, ko odpremo svoja usta, povečamo svojo moč ali pa zmanjšamo svojo moč. Moč življenja in smrti je v jeziku. Glede na to, kako govorite o sebi, lahko pripravite življenje ali smrt zase. Nikoli ne recite, neumen sem, trapast sem, debel sem, grd sem, jaz sem to in ono, takšna razvalina sem, nič ne naredim prav. Ne, ti si moraš govoriti to, kar Sveto pismo pravi o tebi. Sam v sebi si mogoče blizu tem stvarim, tako kot jaz. Vendar pojdi ven iz tega. Pojdi preko samega sebe. Pozabi nase, ne glej samo nase in stopi s Kristusom, kamor tudi spadaš. Rekli boste sedaj, vem, kaj sem s seboj, vendar kaj sem v Kristusu? Spominjam se, kako sem bila navdušena, ko sem prvič učila te stvari pred približno 25 ali 30 leti. Potem, ko sem toliko let bila le mlačni vernik in nisem nikoli imela veselja, nič miru in nisem vedela, da me Bog ljubi in da mi nihče ne more tega nikoli ukrasti.
Ni pomembno, kaj se mi je zgodilo, ni pomembno, kaj so mi storili in ni pomembno, kaj sem jaz sama storila. Kajti v Kristusu sem postala nova stvar in vse stare stvari so prešle. Vse stvari so postale popolnoma nove. In jaz sem se začela spreminjati. Tako sem navdušena nad spremembami. Hvala Bogu, naslednje leto ob tem času bom v boljšem stanju, kot sem danes. In prav tako tudi vi. Ko zapustite to predavanje, boste v boljši formi, kot takrat, ko ste sem prišli. Zavedali se boste nekaterih dejstev, ki jih prej niste vedeli. Počutili se boste bolje, kot tedaj, ko ste stopili v to dvorano. Nisem še tam, kjer bi morala biti, vendar hvala Bogu, nisem tam, kjer sem nekoč bila. Amen. Gotovo je, da je v svetu kriza identitete. Pravijo, da v svetu vlada psihološko-socialna zmeda in velika zmešnjava, ko ljudje ne vedo, kdo so in imajo zato krizo identitete. To se razvije iz različnih pritiskov in navzkrižnih pričakovanj ter povzroči stanje zmedenosti in povzroči zmešnjavo. Mi vemo, da je prav to danes v svetu. Ljudje si ne morejo predstavljati, kdo so in kaj so, zakaj so tukaj, zakaj so nesrečni v tem, kar so, ko poskušajo postati nekaj, kar niso, kakšno zmezdo povzročajo. Mi poskušamo ugoditi drugim ljudem, poskušamo, da postanemo to, kar drugi od nas želijo. Nosimo maske, živimo narejeno, lažnivo življenje, nismo pošteni niti do samih sebe. Mogoče celo zaradi tega poskušamo biti nadvse religiozni, da bi ustregli Bogu. Tudi jaz sem to poskušala, o moj Bog. Imela sem pravila, vsak dan beri svetopismo 1 uro, moli v jezikih, vsak dan delaj to, delaj ono, ne zamudi molitvenega srečanja, moli vsak dan 4 ure. Mislim, imela sem toliko religioznih pravil in določil in za vse, kar sem počela, preden sem šla na predavanje, nisem smela jesti, hodila sem sem in tja, nihče ni smel z mano govoriti ali se mi dotakniti, da ne bi zmanjšal mojega maziljenja. Mislim, po vsakem sklopu predavanj sem bila popolnoma izmozgana, povem vam po resnici. Vzelo mi je skoraj 4 dneve, da sem prišla k sebi od predavanja. In ni bilo tako, kot je sedaj. Sedaj? Res je, da sem včasih utrujena, vendar zame ni delo. Morda sem malo utrujena, ker je potovanje in predavanje zame fizični napor, vendar nisem čustveno izčrpana, ko je konec vsega. Ker to prepustim Bogu in ni odvisno od mene. Nisem tukaj, da bi naredila vtis na vas, ampak sem tukaj, da izvršim tisto, kar Bog od mene pričakuje. Upam, da vam bo všeč, vendar če vam ne bo, je to vaš problem in ne moj. Glede tega ne želim biti sarkastična, ampak tako je. Kaj pa naj storim pri tem? Lahko pridem do točke, ko ne bom mogla več delati. Poskušala sem, da bi bil moj glas bolj sladek. Poskušala sem, da ne bi bila tako neposredna in agresivna. Prosila sem Boga za lepa sporočila, kot da bi vam delila slaščice, zakaj moram prav jaz povedati vsakemu v obraz, kar mu gre. Hotela sem samo priti v mesto, predavati ljudem, razdeliti Božjo besedo, napraviti nekaj čudežev in oditi. Ne, vsakega moram našeškati, vsakemu moram povedati, kaj je narobe z njim in ga vzgajati, če tega ne bo storil, potem bo to in ono. Ni pomembno, kaj sem poskušala, vedno se obrnilo na isto stran. Moj sin mi je nekoč rekel, potem ko je potoval z mano približno 10 let, kakšen naslov boš dala danes, križanju mesa, danes večer. Rekel mi je, ni važno, kakšen je naslov, kajti na koncu je vedno isto. Umri samemu sebi, zravnaj se, obnaša se tako, kot Bog želi od tebe. Veste, na koncu koncev je imel prav. Nehajte se imeti za to, kar niste. Bodite zadovoljni s tem, kar ste. Čudoviti ste, neustrašni ste in čudovito ustvarjeni. Bog je gledal na vse, kar je ustvaril in rekel, bilo je dobro. Bilo je zelo dobro. Amen. Ne poskušajte biti popolni. Če nimate dobrega spomina, potem si ne poskušajte zapomniti celih odlomkov Svetega pisma samo zato, ker to dela nekdo drug.
Neko zgodbo imam še posebej rada. Zdi se, da sem jo pred kratkim že povedala, vendar mi spet leži na srcu. Bila sem na nekem predavanju in ena žena je imela zares dar spomina. Preden sem začela govoriti, smo jo povabili, da bi povedala celoten psalm. Prišla je, recitirala in na koncu so ji ljudje malo zaploskali. Vem pa, zakaj ljudje niso bili navdušeni. Natančno vem, zakaj. Kajti ona jih je ogrožala s tem, kar je storila. Vidite, če ne veste, kdo ste v Kristusu, se ne morete niti veseliti darov nekoga drugega. Ker smo preveč zaposleni s vprašanji o samem sebi, kaj je narobe, zakaj mi tega ne zmoremo. Poskušala sem igrati kitaro, ker je moja soseda, ki je mimogrede velika umetnica, ne bila to jutro na predavanju, ona je tako lepo pela in igrala kitaro. Tako sem si kupila kitaro in se poskušala naučiti, kako igrati na njo, stvar ni prišla daleč, kajti katerikoli akord sem zaigrala, nihče ni mogel ugotoviti, kateri je. Poleg tega imam kratke prste, umetni nohti sicer optično podaljšal, vendar so v resnici precej kratki. Nisem uspela zaobjeti kitarenega vratu in potem tudi glas ni bil najboljši. To je tudi druga stvar, ki mi ni uspela, vendar nisem neumna. Ob maturi sem imela poslovilni govor, vendar angleščina in glasba mi nista šli preveč dobro. Ni mi bilo mar za do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Poleg tega me niso zanimali samostalniki, glagoli in pridevniki, hotela sem samo govoriti in to je bil moj namen. Amen. Vi se ne morete veseliti darov nekoga drugega, ko poskušate postati prav to, kar je on. Pri tem pozabljate, kdo ste vi. Vi ste nekaj čudovitega v Kristusu. Vi lahko storite nekaj, kar nihče drug ne more storiti. Ni potrebno, da izgledate kot drugi ali delate iste stvari kot drugi. Vem, da si je mnogo izmed njih mislilo, niti enega psalma se ne morem spomniti. Torej, nastopila sem takoj za njo in sem mislila, da bom to popravila. Rekla sem, ali ni to čudovit dar, ki ga ima naša draga sestra? To sem rekla, vendar vam moram priznati, da se nisem naučila niti enega psalma. Požela sem ogromen aplavz. Res so bili vsi veseli mojega neznanja. Čudili se boste, kako boste postali priljubljeni, če se boste od časa do časa ponižali pred ljudmi in jim povedali, česa vse ne morete storiti. Dajte, no. Hudič sovraži samozavestne ljudi. Veste, kaj vam povem? Jezus je bil zelo samozavesten. In obtožili so ga bogokletstva. Religiozni farizeji so ga preganjali in hudič je deloval po njih, kajti v nobenem prostoru se tako rad ne skriva, kot prav med religioznimi ljudmi. Amen. Jezus je izrekel nekatere stvari, kot so: jaz in oče sva eno. Jaz poznam očeta in on pozna mene. Preden je bil Abraham, sem bil jaz. Jaz delam le to, kar vidim svojega očeta in pravim samo to, kar slišim od očeta. Vem, od kod prihajam, vem, zakaj sem bil poslan, vem, kam odhajam, vem, kdo sem. Nimam namena, da bi vam sedaj prebirala odlomke, ker nimamo časa, vendar je precej smešno, da so ga obtožili zaradi tega bogokletstva in so mu vedno tako zavzeto nasprotovali. Torej zaradi tega, ker hudič sovraži samozavestne osebe. Eden izmed najbolj nesramnih člankov, ki so jih kdaj napisali o meni in se ga spominjam, se je glasil: Majerjeva je rekla, da se ima rada. Veste, če bi rekla, da sem ubog, patetičen črv in da se tako sovražim in da sem čisto izgubljena, potem bi mogoče objavili mojo sliko v časopisu in celo napisali kaj lepega. Vendar, če samo poskušaš biti to, kar si in si samozavesten in poskušaš verjeti, kar svetopismo pravi o tebi, dajte, no. Vi samo verujte, kaj pravi svetopismo o vas in počakate, kako vas bodo religiozni hudički napadli. No, kdo pa si misliš, da si? Jaz nisem nič v sebi, vendar zahvala gre Bogu, da vem, kdo sem v njem. Ni mi mar, koga imajo radi in kaj počnejo, ne bom utihnila.
Božja pravičnost je v vas po Jezusu Kristusu. Odvojeni ste od sveta in ste sveti po jagnjetovi krvi. Vi ste nova stvar v njem. Maziljeni ste, poklicani, osvobojeni, posvečeni in odrešeni. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.